je uprava Darsa danes vzela čas in bila pripravljena sprejeti predstavnike podizvajalcev, da uprava prav tako pričakuje, da bodo tako podizvajalci kot vsa slovenska javnost v bistvu pripravljeni sprejeti argumente, na osnovi katerih se pač ne moramo odločati in poplačati podizvajalce, ker smo to delo že plačali glavnim izvajalcem. Te naše argumente podpirajo tudi strokovno mnenje, ki ga je pripravila Mariborska pravna fakulteta. Plačilo ni mogoče izvesti zakonito, ker niso izpolnjeni zakoni po 631. členu obligacijskega zakonika. Ob tem bi rada še posebej poudarila, da v bistvu v primeru, ko so glavni izvajalci ali v postopku prisilne poravnave ali postopku stečaja, v bistvu še manj veljajo pravni pogoji, zakoniti pogoji za plačilo podizvajalcev, saj največ v takih pogojih v bistvu prevlada tako imenovani stečajni zakon. Na koncu bi povedala, da v bistvu razumemo podizvajalce, razumemo v bistvu njihovo težko gospodarsko pozicijo, ki pač izhaja iz finančne nediscipline. Zato, kot sem že uvodoma povedala, pričakujemo tudi, da podizvajalci sprejmejo in razumejo naše stališča. Hvala lepa. Kako da se v 4 mesecih niste mogli dogovoriti na ta način, ko ste se hoteli danes? Zato so vredno prišli pred hišo. Ali ste sploh doumeli sporočilo podizvajalcev? Ne drži, da se v 4 mesecih nismo nikoli sestali. Gospod Požar je vedno sam določil termine, kdaj se bi rad z nami sestal. Prav tako je tudi ta termin, ko ne bi se danes z njimi sestali, določil sam. Uprava mu je povedala, da smo danes zadržani, da se ne moremo z njim sestati, predlagala mu nov termin. Gospod Požar je izjavil, da v tem terminu ne more priti, ker je na sejmu v Moskvi. Uprava je dojela težave podizvajalcev v vseh teh 4 mesecih, zato smo v bistvu tudi podizvajalce pozvali, da svoje zahtevke dopolnijo, da smo sploh mogli videti, kakšni so njihovi zahtevki. Ob tem bi pa rada, če ste me že vprašali, povedala, da na Darsu razpolagamo z določeno dokumentacijo, iz katere izhaja, da so podizvajalci dali v določenih postopkih javnega naročanja izjave, da ima glavni izvajalec do njih vse obveznosti pravočasno poravnane, medtem ko med temi zahtevki, ki smo jih v teh mesecih pregledovali, kar nekaj zahtevkov za ponovno plačilo situacij iz obdobja pred podpisom te izjave. Se pravi, to laž, da so vas opozarjali, da SCT ne plačuje podizvajalce? Poglejte, opozarjati so začeli praktično šele v novembru leta 2010. Drži, da je nekaj opozoril prišlo že v septembru 2009, to je pred datumom, ko sem nastopila svoj mandat v Darsu, da pa je večina njihovih zahtevkov prišlo šele v novembru 2010, ko so bile tudi medijske objave o tem, kaj se dogaja s podjetjem SCT. Storili niste od takrat nič, kaj pripravite sedaj, se pravi 2 leti, pa niste morali ukrepati, ne razumem. Gospod, jaz mislim, da sem natančno povedala, da so svoje zahtevke poslali prepozno. Mislim, da je dolžnost vseh podizvajalcev, da skrbijo za svojo pravno in finančno varnost napram glavnemu izvajalcu. Prepozno je opozoriti naročnika Dars takrat, ko je dela že plačal glavnemu izvajalcu. Prej sem povedala, da 2-kratno plačilo z veljavno zakonodajo v naši državi ni mogoče. Kako to, da čakajo nekatera plačila iz leta 2003, kako to sploh mogoče? Plačila ne čakajo, plačila so bile izvedena glavnemu izvajalcu. Še to me zanima, kaj pa če za koga gotovite, da dejansko ni dobil plačen in vi tega niste SCT plačali? Ste pripravljeni v tem primeru unovčiti garancijo, ki, kot sem videla, je pogodbo dejansko določil, da se z njo lahko poplača tudi podizvajalce? V takem primeru ni potrebno, da unovčujemo bančno garancijo. V takem primeru je dolžnost naše družbe, da iz sredstev družbe tega podizvajalca poplača. Kakršni taki? V tem trenutku nismo našli nikogar. Njihovo sklicevanje na garancijo in 9. člen je torej neustrezno. Pravilno ste navedli. Pa pravite na interpretacijo Ministrstva za finance,
ki pravi, da je interpretacija njihova zakona nad vašim pravnim mnenjem in nad vašo interpretacijo. S tem stališčem Ministrstva za finance nisem seznanjena. Še vedno ga niste dobili od AUKN-ja? Tisto stališče, katerega smo dobili od AUKN-ja, smo ga neuradno prejeli, resnica, vendar tisto stališče ne vsebuje takih navedb, kot ste jih vi sedaj povedala. Samo še to, kaj pa konkretno s podjetjem Lineal, ki ima v roki odlok na direktorno kazal, ki pravi, da mu lahko ali SVT ali DARS poplača to zadevo, čeprav je DARS glavni izvajalec na tem zadevo. S to odločbo, s katero ne bi razpolagalo podjetje Lineal, nisem seznanjena, tako da jo pač ne morem komentirati. Ko mi jo bodo predali, se bomo lahko o njej opredelili. To, kako je zdaj z Peračico, pa se me delo, ki bi jo moral ECT, prejšnji teden smo bili ravno tle, rekla so, niste še začeli, je ta teden karkoli drugače? Pogovori intenzivno potekajo, za gradbišče na Peračici so pravzaprav že določeni sporazumi sklenjeni, da podjetje Primorje nadaljuje. Za nadvoz modela pričakujem, da se bo nekaj takega zgodilo v tem tednu. Govorite, da je tudi Primorje v izredno slabem stanju. Boste jih prosili za kakršnokoli dodatno garancijo, da se vam ne zgodi, da čez en mesec še oni objavijo prisilno poravnajo stečaj? Primorju želim, da bi govorice ne bile neresnične. Nekako pa ocenjujem, če so v tem trenutku pripravljeni prevzeti in dokončati dela, da bodo svojo pripravljenost tudi pravilno izkazali in delo dokončali. Gospod Konikova, pred vrati so pustili peticijo, jo boste prevzela? Nenavadno. Peticijo se pravzaprav lahko vloži v glavno pisarno, ne verjamem, da je to pravi način, da se jo pušča pred vrati.